Če se želi nekdo odločiti za delo v službi domovine, konkretno za delo vojaškega policista, kakšni so pogoji? Fantje v prvi vrsti morajo imeti 5. stopnjo srednješolske izobrazbe, morajo biti nekaznovanosti kot vsi pripadniki v Slovenski vojski, predvsem pa je pomembna veselje do tega poklica. Tečaj za pridobitev vojaške evidenčne dolžnosti za vojaškega policista poteka skoraj 3 mesece. S čim vse se pripadniki Slovenske vojske v tem času seznanijo? V prvi vrsti se seznanijo s vsemi sredstvi, ki jih vojaški policist uporablja pri svojem delu. Seznanijo se z oborožitvijo in opremo, z borilnimi veščinami, kateri so sestavni del dela vojaškega policista, izvajajo praktične postopke ter se seznanijo s taktiko vojaške policije, ki je v nekaterih segmentih drugačna od enot Slovenske vojske. Del vedovnega usposabljanja pa je tudi usposabljanje na policijski akademiji, ki pa traja tudi 2 meseca in pol. Usposabljanje poteka zelo intenzivno, konkretno kako in kje, malo sva že rekla, pa če še dodava? Usposabljanje poteka od 7 do 15 ure, 3-krat tedensko fantje izvajajo v telovadnici vojašnice Edvarda Peperka borilne veščine, nato 3-krat tedensko izvajajo praktične postopke. Skupno število ur, ki to pokriva, je skoraj 200 ur, nato izvajajo vse ostala vojaška policijska usposabljanja, podkujemo jih v prvi vrsti z teoretičnim delom, največji poudarek pa damo na praktično izvedbo usposabljanja. Za uspešno zaključek usposabljanja morajo opraviti vse potrebne zakonske licence, to pomeni trafi patrol, ultralight, merilec alkohola v zraku in tako naprej. Potem pa gremo še v postopke, kjer so postopki z kršitelji v cestnem prometu in po prekrških javnega reda in miru. Na podlagi kadrovskega načrta Slovenske vojske se fantje napotijo v enote čet vojaške policije, naj si bo četa vojaške policije 1. brigade oziroma četa vojaške policije 72. brigade, gledamo pa na bližino doma.